predstavimo rezultate naše akcije, ki smo jih skupaj z gospo Luknerjevo v preteklih mesecih zastavili. Matej Markovič je bil tudi naš motor akcije. Seveda akcijo sta podprla naša generala, policijski in naš vojaški general, in s tem smo prišli do rezultatov, ki jih boste danes videli. Pripričan sem, da bodo ti rezultati popestrili marsikomu decembrske dneve, potem bo pa lahko več povedala gospa Ana. Hvala lepa. Jaz bi se najprej v imenu celotne policije, celotne slovenske vojske, Mateju, vsem, ki ste pa sodelovali, resnično zahvalila, ker to, kar smo mi naredili zdaj skupaj, to je res en velik premik. Sploh se ne gre več samo za zbiranje hrane in pomoč, ampak gre se za premik v glavi, gre se za nekaj, kar Slovenci potrebujemo. In jaz, ko sem danes prišla v to skladišče, sem bila na robu joka, ker vidim, da se da delati spremembe in da bomo pomagali ogromno ljudem. Hvala. Konkretka. Gospod Vediger, izvolite. Hvala lepa, ja. Mene včeraj moja kolegica, ki je dol sortirala hrano v naši kongresni sobi, je dol povabila, da so šel dol pogledati, koliko je hrane pred nam še ostalo, ker je rekla, da je že vse polno, ampak tam je zagotovo še kar nekaj ton hrane in jaz moram tudi reči, da se dejansko nekaj pomaknilo v naših glavah, ker kljub tem napornim časom, ki so vojaki in policisti po postajah, po kasarnah, oziroma vojašnicah na terenu zbirali hrano, ljudje so to prinašali, policisti so to prinašali kljub temu, da smo zdaj bili v zadnjih 14 dneh veliko odsotni, veliko smo imeli drugih problemov, ampak je res ta humanitarnost, ta premik se dejansko izkazal, ker res tudi nisem pričakoval, da bo res toliko hrane zbrane in sem prepričan, da bomo s tem dejansko se bo pomagalo, pa se bo polepšalo tele praznike mnogim otrokom, mnogim družinam in pa upam, da bo ta prak revščine v Sloveniji dejansko začel, bom rekel, padati, ker če je res približno 10% ljudi na pragu revščine, sploh otrok, potem je res kriza in se bomo še naprej pridružili take akcije z veseljem, tudi sigurno z vojsko. Hvala lepa, načelnik generalštaba, brigadir Božič. Jaz sem vsekakor ponosen, da smo v tem kratkem času, tako policija kot mi, izbrali veliko količino. Očitno je prepričanje v naših strukturah, da so ljudje potrebni pomoči, da smo to spoznali in verjamete mi, da je bilo prav veselje gledati, kako smo vsi optimistični pri zbiranju pomoči. Jaz se pridržujem samo želji, da upam, da bo ta hrana našla tiste otroke, ki si v teh težkih časih nažalost tega ne morejo privoščiti, in če lahko samo damo del dobrote tem fantom, dekletom in družinam, smo naredili svoje. Pri nas je vsekakor to spodbuda za delo naprej. Pri nas, verjamete mi, da je pri pripadnikih se je zamenjala mentaliteta, da vidijo, da je to tisto, kar moramo pomagati še naprej. Mislim, da je že kar nekaj projektov v drugem letu v teku, v pripravi, kako bomo lahko še to okrepili in še dali več tistim, ki so v teh težkih časih pomoči potrebni. Hvala, načelnik Matej. Kaj smo zbrali vse, kako naprej? Jaz bi najprej rekel tako, približno 2 meseca nazaj, ko sem poklical Ano in dejansko predlagal ta projekt, sem nekako verjel v uspeha. Ko smo imeli prvo tiskovno konferenco, se je to upanje še podvojilo. Nekako sem celo razmišljal, kako bi bilo fajn, če bi lahko en cel takle vojaški kamion hrane pripeljala, ampak to, kar se je pa zdaj zgodilo, to je pa preseglo vse neke nore sanje. In moram reči tukaj, da sem vedel, da bo uspeh prišel. In to zato, ker nismo odvisni od politike, nismo odvisni od gospodarstva, odvisni smo od majhnih ljudi, ki že sami nimajo dovolj, pa zmeraj najdejo nekaj, da dajo tistim, ki imajo še manj. In zdaj smo ponovno, in ne zadnje, dokazali, da policisti, vojaki smo majhni ljudje z velikim srcem in, kot sem že rekel, bomo to še naprej dokazovali. Kako pa zdaj naprej? Kaj? Skladišče je polno? Skladišče je polno, tako polno, da smo mogli zdaj narediti rezervno skladišče na generalni policijski upravi. Zdaj bomo to zadevo prepustili počasi Ani in vsem njenim mravljicam, da bodo začele tele pakete sortirati, polniti in mislim, da jih bo čakali kar nekaj dela. Spana, kdo bo to dobil?
To bojo dobile, to sem jih hotela v bistvu še propomniti, da jaz res dnevno dobivam čez 100 klicev na dan, pošte, pisma pisana na roko, e-maile, baza je ogromna, ljudje bodo dobili ogromno hrane. Jaz, ko sem videla za to količino, lahko povem, da se mi zdi, da bomo lahko pomagali čisto popolnoma vsem, ki so se dotaknili mene, tisti, ki so pač mi pisali. In jaz se bom potrudila, da bomo organizacijsko čim bolje vse speljali, tako da do konca tega leta, pred prazniki, da bodo vsi udarjeni. Veliko dela je še, ampak mi se znamo zorganizirati, to nam veliko pomeni, to je naš prosti čas, uživamo v tem in vse bo potekalo brez problemov. Verjamem, da načelnik generalštaba lahko pove, kako še bomo vojaki sodelovali v tem projektu. Vozili imamo, dobre volje veliko, vojakov tudi. Mi maksimalno bomo podprli, da pride pomoč na ustrezna mesta. Jaz verjamem, da bomo dobili spiske čim prej in bomo podprli maksimalno z našimi sredstvi, vojaki in ostalimi materialnimi sredstvi, da ustrećemo družine in predvsem malčke tistih, ki pa mogoče v teh težkih časih to res potrebujejo. In upam, da bo vse to neka svetla zvezdica, mogoče za naprej tudi njim. Hvala lepa vsem 4 sogovornikom. Jaz bi vsaj še nekaj povedala, mogoče, da ko smo se pogovarjali o premiku, jaz mislim, da Slovenska vojska in policija res dokazujeta, da sta prestopljene, da to je en velik premik in zgled tudi Sloveniji, ker mnogokrat zasledim v medijih kakšno negativno konotacijo na račun vojske ali pa policije in mislim, da je to samo dokaz, da so čisto popolnoma vsi, ki so tukaj pomagali, res srcem pri stvari in je to veliko več vreden kot kakršnakoli druga novica, mediji ali pa tako naprej. To je res zadeva, ki pomaga in tukaj vlečemo Slovenijo naprej. Hvala lepa.